Poslušalke in poslušalci, dobrodošli v novi opazovalnici. Jaz sem prav vesel, da ste z nami in z naraščanjem statusa kulta te opazovalnice oziroma tega podcasta. Zdaj že narašča status. Ja, kult vedno narašča ali vedno. pa pada. Aha, in mi dva narašča. Strogo. To so kar krivulje oštre. V glavnem, kaj hočem povedati, je, da se boste bolj predstavljali, kakšno breme je nad Anžetom in menoj. Ne vam povem, kako se počutiva midva, recimo, ko začnemo snemati. Jaz recimo ne vem, kako se počutiš ti, Anže, ampak jaz se počutim kot, ne vem, šofer turističnega avtobusa. Zdaj, Okay. en kup ljudi imam na avtobusu Ja. in jaz jih moram za nekam peljati. Se pravi, te ljudje so poslušalci opazovalnice. Tako. Aha, ok, razumem In metaforo. poslušalke, come on. Ja. Okay. V glavnem, ne, seksist. Mislim, kakšno breme je to, ker jaz nisem samo šofer, jaz imam tudi mikrofon v rok. Se pravi, A ni boljš po tej metafori tako, da sem jaz šofer, ki skrbim za tehniko, tudi ne. aha, Ti imaš okej. pa v bistvu sam mikrofon v rok, ti si vodič v tej metafori. Čeprav to si zdaj lepo povedal. Ja. Meni je to ok, če na ta način poveš. In to je kar bi rekel, breme, no? Breme je na naju. Ja. Mi moramo to vzdrževati. Zdrževati kaj? Vzdrževati, ja. Da bo turistično popotovanje kaj kul. Da bo turistov zmer več, kot jih je. To je res, Kaj na žalost. Kaj pa je rdeča nit vseh reviewjev in pisem, ki jih dobivamo? Dej mi povej, Ne vem. kaj je? A je včasih sem poslušala, sedaj več ne, ali pa enkrat sem poslušal, ne bom več. Ne, Ja. nadaljujta, to je predobro, ne vem, zakaj imaš ostale podcaste na aparatusu, itd. Ok, napreden greva na ocene, a poveš info, se temu reče zdaj. Info. Ja. Za info bi svetoval, da se me poslušalke in poslušalci predstavljajo v grdem pogledu. In s tem pogledom vse Talk povem. dirty to me. Ja, Okay. pred vami sem na Slovo. centimeter, v oči te gledam, Aha, oči, to mi je bilo všeč, se me je že strah bilo, kam to pele. no, dekleta, moške malo nadle. Ne, ne bom se moškem približeval na centimeter od obraza, come on. Okay. Razen, ko ga ne, hočeš poljubiti. ja. Razen Ne, takrat. shut up, ker pač distancing in vsi ne, bodimo zdravi, no, če se zbližujemo. Dobro, Ja. torej, na centimeter sem stran in grdo gledam v oči. S tem sem vse povedal. Že jemlje denarnico. In Anže se že smeji, Ja. ker sliši Saj link reč. čing čing, pod pripika si. Okay. A je še zmer pod pripika si? Ja, je, plačujem za A to je- domeno. A je domena plačaj.com? Ne, nekaj, ne. Plačaj.com. Zihar je Pa dajmo enkrat zasedena. moj pogled. Ne, Pa samo PayPal link. Ampak na plačaj.com ne bo tistih mehkih, tam bo od Jurija. od Jurja Gara. Okay. Od Jurija gor. Tam bo hajkle, ti smo Rolex? Tako? Ne, Ne, že kult. že rekel, Ja, okay. ja. Ne, Rolex je za mesarje, come on. Slovo. No dobro, lej, Anže. Res, Rolex je za mesarje. Ja, tako kot Mercedes. Okay. S podpijo A lahko... na tablici. Okay, v redu. A lahko, zdaj, če dovoliš, peva na ocene. No? Ker, Dajmo. nekaj jih je dejansko bilo, zdaj ne vem, kdaj smo na zadnje vendala, če daš 14 dni stran. Ja, nekaj časa nazaj. Ja, nekaj je pa bilo, ne, tako da upam, da ujel. Ok, glasbenica je nickname. No ne. way. Najboljši intro ever, to se strinjam. S tem se strinjam. Sam resno. Ja. Še enkrat hvala tem fantom Ja, iz brez zasedbe se temu in reče. dekletom, tako, ki so to posneli, ker je res evek. Anže in Jure supersta. Posebej bi rada pohvalila nov intro, zdi se mi, da je točno tak, kot si ga opazovalnica zasluži. Anže, mislim, da ima Jure prav in bi mogel intro vsakič spustiti dvakrat. Je res ali ni res? Ne. In a sem jaz zaznal spet tisti Phil Rush v komentarju, o katerem sem
malo poprej govoril. Anže in Jure, super sta. Lepo je to, brat. Okay. Pazi ta nickname, for opazovalnica only. Čakam Godlerjev vlog. Ti veš, da si obljubil vlog. Jaz sem vprašal. Jaz sem vprašal. Yeah, you're just asking the questions. Okay. Let me ask you a question. Pišem, da podprem Godlerjevo idejo o tem, da bi postal vloger. Bi bilo vsaj kaj zanimivega za pogled. Vedno se veselim novih epizod opazovalnice in že komaj čakam naslednjo. By the way, naj povem, da sem iTunes namestila samo zaradi ocene. Res bi lahko tak kralj res bi lahko ta kraj kot že uredil, da bi se dalo oceno še kako drugače. Ja, sej, mogoče kaj ne umem. Anže, koliko bi bilo treba donirati aparatusu, da bi lahko to zrihtal? Dobro, že spet ti sama ključna vprašanja postavljaš. Glej, jaz sem, I don't beat around the bush, come on. Okay, pivo pa klobasa je nickname. Ja. Meta je subject line 5 zvezdic, vsi so 5 zvezdic. Kot sta na začetku komentirala kultni seriji The Office in Star Trek, bi sedaj lahko v kakšni epizodi komentirala kakšno epizodo opazovalnice kultnega podcasta. To je pa Inception komentar. Ja, ki ga vodita v vsej Sloveniji znan voditelj Milijonarja in sam podcast Sultan. Sprav, ideja je, da bi midva komentirala neko prejšnjo epizodo opazovalnice. Tale komentar me pa malo na rit vrgu. In sem prav zaslišal Hansa Zimmerja zdaj. A se spomniš že tiste epizode? Ja, takrat, da bi naredila director's commentary opazovalnice. Ampak mora biti malo starejša zdaj. Tako da bilo, ja, se spomnim, ja. Ta glas imam jaz po defaultu, da star. Ker graš šodar. Mislim, to ni najslabša ideja. Ne vem, kjero, če ljudje v Opahel po Brazes napišejo. Ne veš, kjero, izmed 100 klasičnih epizod, come on. Ne ve, kjero je rekel. Anže, od vseh se kadi. Okay, naprej. Zlato srce 42. Kultni podcast, 5 zvezdic tudi. Domneva se mi, da sta nekako postala kultna. Sta seveda kultni podcast. Najprej nam je Mesija, že spet je ta besedna Godler je napisan. Nekateri še vedno molijo vsak večer v moje ime, preden gre spat. To se je narobe slišal. Okay. Dobro, no. Ja, zdaj odvisen, kakšen kontekst daš, ne? Ja, v redu je. A si na enem centimetru, v glavnem. Potem sta prosila za denar in nam zvestim poslušalcem pihala na dušo, ko nismo donirali, to še vedno delala. Samo čakam, lahko, kdaj se bomo vsi seveda veselo odpravili v kakšen Jonestown/Godlertown. Super sta drugače, tudi ko nista verska kult liderja. Tako da ja. Iskrena hvala vsem za te komentarje. Jaz sicer igram malo tough guya, ne, tu pa tam. Češ kao, to mi pa nič ne pomeni, pa rečeš, vsi imajo 5 zvezdic, vsi imajo 5 zvezdic, jaz pa bejš, koliko pa ne bi jih imel. Ne? Ja. Jaz igram tega tough guya, ampak jaz sem v resnici zelo raznežen, ko to berem, veliko mi pomeni in nekoč mi bo to že naprintal. Mogoče bo nekoč izdala knjigo pohval in pritožb. Ne, ker pritožbe ignorirava. A je kakšna? Okay. Zdaj pa greva v bistvu na en del, ne, ki je pa zelo, že spet od prejšnje epizode, razlož, kaj si vprašal in kaj se je zgodilo. Za tiste, ki naj jo poslušate prvič, kaj je bilo. Z Anžetom sva v prejšnji epizodi izpostavila, nekaj minut sva porabila, da sva se pogovarjala o plagiatih v glasbi, ki to niso. Jaz sem hotel že zadnjič izpostaviti, da plagiatov v glasbi v bistvu ni, razen če napišeš praktično isti komad na isti način, isto inštrumentiran, z istim ritmom, to bi lahko rekel, to je pa plagiat. Ampak če pa harmonska podlaga ista, je to pač ista harmonska podlaga in jaz mislim, da na nek način še vedno lahko rečeš plagiat. Okay, ker jaz lahko vzamem isti harmonski vzorec, kot je bil v skladbi Romantiči, za katero smo vprašali, plagiat, katere ne bi bil. In sem jaz rekel, da Ben se ne bo s tem ukvarjal. In pa so se ljudje s tem ukvarjali. Zdaj pa, pozor. Toliko odgovorov in toliko pisem in toliko messagev z odgovorom, kot sva dobila pa tokrat, ker več, kot sva že kaj vprašala in tako, pa je bil callback in to.
pa je bilo vedno odzivov, ampak toliko odzivov, koliko jih je bilo pa tokrat, pa še ni bilo. Ja, hvala ljudje. Jaz ne pretiravam, če rečem, da jih je pisal okrog 50 plus peli. Zdaj pa. Lahko jaz napreden, poveš karkoli, lahko jaz enostavno rečem. Prosim. Peli je doniral dejansko aparatus World Headquarters Peno. Jaz imam njega zelo rad. Tudi jaz. Zdaj bo pa Godler nekaj povedal. V glavnem 50 ljudi in peli. In on je tudi muzičar. Ne slab ta star. Vem, in on je kitarist. Ja. No, in 50 ljudi, ki je pisal, je ugotovil plagiat razen pelija. Ja. No, ampak nič ne de. Nič ne de, mogoče, če komu povemo, za katero skladbo dejansko gre, ker je napisal sporočilo, da se je ure in ure ubadal, ukvarjal, primerjal, izkopaval. Mogoče bil pa sarkazem, kaj pa veš, mogoče misliš, da ne. Jaz sem potem bi razkril, po moje do konca. Razkril, okay. Tako da pač odgovor je The Winner Takes It All. Ja, od Abe. Od Abe, ki je nastal 2 leti pred tem komadom. Zelo tok blizu sta. Ja, in iz tega stališča, jaz mislim, da ni dvoma, da je komad romantični, pač totalno, da so tisti fantje takrat v Italiji. A če moja original komad narediti? Da je reč to. No, v glavnem, je pa zanimivo, ker je pa nekdo izpostavil še en komad, ki je pa v bistvu isti kot romantični in isti kot Abe, je pa komad od Nuše Derende. Ne kliči me, ali kako je že naslov. In tega sem pač izpozabil, ker bi takrat že rekel. Tako da to je zelo dobrodošlo in hvala vam še enkrat iz srca in opravičujem se v imenu celotne mreže Aparatus, da vas je Anže tako podcenjeval in zdaj vidite, pri čem ste. Tako da, če bi donirali, lahko tudi meni osebno in ne preko uradne. Ja, ko v bistvu je tako, da človek je dejansko nekaj doniral, peli ni vedel. Tako da res je bil nor odziv. To čistko, Opa Helm se je razvil, pa ne da vam preveč gledam, ampak se mi zdi, da lahko večkrat poudarva, da ta odziv ni samoumeven. To morajo ljudje vedeti. Tudi ti, ki počneš stvari na TV, ni samoumevno, da dejansko se tak odziv dobi. Absolutno, da ne. Zato pa rečem, da sem res presenečen, kljub temu, da sem točno vedel, koliko jih bo. Sploh, ko si ti rekel, to ne bo noben vedel. Ja, jaz sem bil 100%, da sem meni vnal. Če si gluh, ne pomeni, da so vsi. Pa ne, tukaj omenjam, to se je zadnje cajte zelo dobro izkazalo. Če poslušate tole, ti, ki tole zdaj le poslušaš, objavi kakšen story na Instagramu in jo tegale. Jure je Afna Godler, jaz sem Afna Anzeta, pa pol midva lahko šerava. Kopalnice. Bathroom pick. Bathroom. Ne, ampak samo, če imate lepo kopalnico, ne s pralnim strojem v zadju. Kakšne slike ti dobivaš? Kakšen pralen stroj? Ja, no, ene kopalnice so recimo mejhne, pa imaš pralen stroj v zadju. A sem že dobil kakšen pralen stroj? Saj je bil dober pralen stroj. Dober. Mile, ali kaj so že v naferu? Zanusi. Pol da pišeš, daj se umaknem, da pralen stroj. No, ne, pa se tega ne bi nebesen gentleman. Pol se nastav, če že kaj. Vse se na pravi stroj. Lahko grejo naprej. Zdaj prideva pa do ene teme, ki sem jo jaz spodbudil, in ti si se dejansko držal tega. In to je najboljši trash TV, ki sem ga jaz videl v zadnjih 10 letih. Anže, zdaj tako. Stvar je v tem, da sem jaz, ti si meni dal ta nasvet, za TV serijo, ki bi ne bil jaz pogledal. Ni serija, je creepy shit reality TV. Ok, reality TV. In jaz sem upošteval tvoj nasvet. Too hot to handle. Too hot to handle se imenuje. Jaz sem si pogledal prvo epizodo te serije. In jaz bi te nekaj vprašal zdaj. Moje vprašanje gre tako. Malo bo filozofsko, prim se zastav. Ti kot človek v življenju si se rodil, imaš spomine, in potem je tvoj life napredoval, pol si v enem momentu rekel,
fuck this shit, jaz sem podcaste snemal, nem delo nič pametnega v lifeu, zakaj bi, vsi enkrat umremo, jaz sem podcaste snemal, ampak v lifeu človek akumulira toliko pa toliko enih stvari, ki mu pomagajo odkrivati sebe. Zdaj pa, bodi si je to knjiga, bodi si je to kakšna glasba, kakšen film, tudi TV serija, ki nate vpliva na nek način in tako, in potem se te stvari nakopičijo. A se ti? Ja. Se pravi, v lifeu imaš ene stvari, ki čakajo nate, da jih boš še bral, poslušal, jih absolviral, upil na kakršen koli način. Kaj je vzgib, da rečeš, jaz bom pa vrgel 10 ur svojega lifea za serijo Too Hot to Handle, preden bom prebral tisto knjigo, ki me čaka že od 20. leta na omari, ne vem, Sokratova knjiga, ne vem, dialogi Platonov, ne vem, karkoli, da rečeš, čaki, ok, ampak Too Hot to Handle ima pa zdaj prednost. Ker jaz nimam te afinitete. Nimaš afinitete, ok. Gledati lepih ljudi. Duševno za ostalih ljudi, ki se jih snema. A veš, tako takrat, ko je bil nek reality na slovenski televiziji, ljubezen, ja. Cela Slovenija se je režala duševno moteni osebi. Kaj je rekla? Ne. Čuzi. No, v glavnem. Cela Slovenija se je režala. Ok, point taken. A veš? Point taken. Zdaj pa, moj komentar temu je pa... Kot ti reči, ne boš pogledal do konca. Ne bom pogledal do konca, ker mi je bilo pač, jaz sem vrhunec doživel, mislim, da je vrhunec te se, pa ne, lega, kako si ti prezamčes? Dobar, lepe punce so, ampak kar hočem povedati je to... Ja, so lepe punce, vsaj to priznaš. Motene, ampak lepe. V glavnem, vrhunec te serije je tisti moment, ko tista Aleksa spregovori in reče, tega pa ne bo. Dramaturško je to. Ja. Kaj je tam še za videti, mene zdaj zanima? No, velik te star. Velik. No, po moje kdo prekrši. Ja. Ampak glede na to, da gre za, dobro, ni to zdaj R-rated show, po moje se nič ne vidi. Če bi se videl, bi bilo pa vredno gledati. Čakaj mal, to je pa zdaj druga stvar. A veš, ampak... Ok, kjera punca ti je pa lepa, to mi povej. Vse, od prve do zadnje. Mislim, ne, tle pa ni pardona, tle pa ni. Kaj pa od fantov? Iskreno. Vsi so mi lepi. Vsi, da so, dejansko so vsi. Ja, ok. Absolutno. Ja. Mislim, lep človek je lep človek. To se strinjam. Se strinjaš z mano? Se strinjam s tem. Mislim, če zdaj, spolno privlačenje je druga stvar. Ja. Pri puncah to nekako, si rekel, katera je lepa, to nekako to vprašanje vključuje spolno privlačne. Ja. Kaj pa sprašujem pri fantih, te pa sprašujem samo, če je lep, brez spolne privlačnosti. Okay. Ja, to. No. Kaj pa, če bi dal zraven spolno privlačnost, katero od fantov? Ne, to pa ne morem. Ni problema, če si homoseksualec. Kdo obsoja? Zakaj se režiš, ko sem rekel homoseksualec? Ne, kaj je ta zvočni efekt? Pač, rekel sem, kaj pa je to, če si? Ja, nič. Glavnem, ok, da te vprašam po tem prvem delu. Te ni zanimalo, kako bi se bodo te liki razvijali še naslednjih 9 epizod? Moram priznati, da ne. Ne, dejansko ne. Ker ko je tisti outro na koncu, ki pokaže, kaj sledi, pa to, v redu, ta se sta malo ljubčkala, to pa to, potem bo verjetno znesek bo malo padel in to, ampak to ni dovolj. Pozor. Minut, 10 sekund Rokotovega filma, pazi, je kot molitev za verskega fanatika v primerjavi z eno epizodo Too Hot to Handle. Okay. Ker... Jaz ti sam, a ti lahko sam, če te mogoče spodbudi, to je trash TV, pač to je grozen, to je zato, da mine pa da zaspiš, to je dejstvo, ne? So hudi ljudje noter, to je dejstvo, pač to pač... A pridejo kakšni novi še? Tudi novi pridejo. Pridejo. Še bolj hot. Ja, mislim, ne pridejo manj hot ljudje, tako bom rekel. Okay. Ja. Se pravi, less hot.
Ja, ne, dejansko vsi so tu hot to handle. Z eno izjemo, kar se me tiče, ampak okay, ti ga nisi videl. Še en model. Nek nov. Ja, ampak ja. Ne, ampak je ves spektr, ne? Od Jezus. Ja, Jezus je vrhunski. Do bolj temnopoltih, do Britancev, do... Zakaj se smiš, da ne vem? Smejim se do Britancev. Ja, je pa zanimivo, ker je neka britanska produkcija, ne? Imaš Američane pa Britance skupaj, to je tudi dosti zanimivo, resnici. No? Ampak je treba pa priznati, da je pa tale setting, ja. Kjer pa so. Pa kar roka izgleda. To je pa noro, no? Ja, kar roka. Ja. Skoraj kot červar. Naprej. Zdaj pa bi te prosil za intro. Za intro, opa, help. Ni problema. Opa, help. Okay. To sem zdaj namerno grdo zapisal. Ja, okay, Mal sem parafraziral original. Vidim, da imamo eno tudi vprašanje o Too Hot to Handle. Dejva začeti s tem. Ja. V Too Hot to Handle sodeluje tudi nekaj Angležev. Njihova podoba besedišča obnašanja se mi zdi pravo nasprotje džentelmenskega Angleža z manirami, ki ga poslušalcem vajenega podcasta slika Godler. Zanima me, kaj na njihovo obnašanje ob ogledu serije poreče Godler, kdo je vajen spirit animal v seriji, s kom se najbolj poistovetita in zakaj, in pa je angleški naglas res tako seksi. Hvala, del ženskega odstotka poslušalcev, Meta. Ja, hvala za vprašanje, Meta. Jaz mislim, da je tako, ne? Tako kot se svet spreminja, kot gremo naprej na vseh področjih, ne? To so gentlemansko in tisti klasičen stil je nekaj, kar se odločiš negovati ali pa pač ne. In jaz mislim, da ni razlike med mladino britansko in ameriško in slovensko in tako. Vsi grejo naprej v stik s časom, v stik s takšnimi oddajami, ki mi jih priporočaš gledati. In jaz mislim, da to ni zdaj pa Britanc, zdaj bo pa da bo takoj, da bo klasi, ja, da bo po defaultu klasi. Da bo klasi, okay. Absolutno. Spirit animal, ti si videl samo en del, ampak s kom si se najbolj poistovetil? S tisto Alexo, s tistim zvočnikom. Ne, res, enega od ljudi moraš reči. Z Jezusom, če že. Ja. Jaz tudi v resnici. Res? Ja, dejansko. Sam nimaš dolgih las, no se jaz tudi ne. Ti tudi ne. Kaj si zdaj rekel? V redu. Sem pa visok. A Jezus je bil visok? Ja, kar. Ja, Jezus je bil visok. Okay, Piše Genesis 2/6. Okay. Jezus je bil visok in je rekel, glejte me, jaz sem visok. Okay, naslednje vprašanje. Dobro jutro, gospod podcaster Anže Tomič. Rad bi vas vprašal, kako naj vam podelim oceno, če nisem na Apple in nimam Facebooka, drugače pa sta res cool podcast, dam vam 5 zvezdic. Rad vas poslušam, rad bi vprašal še Godlerja, ali naj začnem uporabljati parfum, kljub temu, da sem 14, in sem športnik. Sedaj uporabljam Old Spice, to ni smeh, se pričujem za smeh. Ja. In če ima kakšen nasvet, kako osvojiti 1 leto starejšo punco, s katero sem se že poljubil, hvala že za naprej odgovore, lahko tudi na mail, Mislim, da smo pred kratkim dala nasvet tudi enemu športniku za toaletno vodico, sem priporočil Aqua di Parma Colonia Club. Res je. In jaz bi to tudi temu mladeniču. In ko bo to imel, bo tudi osvojil punco, sklepam. Ne, glede punce pa tako, če se že poljubil, jaz bi šel do nje pa bi rekel, hej, a veš zadnjič, ki sva se poljubljala, ne? Ja. Se spomniš? Ja, se spomnim. A veš, jaz sem pa tist resno mislil, ker ti vem, da se veliko poljubljaš. Zakaj to sklepaš? Ja, punca, ki se... Kaj punca, ne, da bo rekel, hej, ti, vem, da imaš status vlačuge, ampak jaz bi pa nekaj več. Nisem to rekel. Ne, zdaj si. Ne, pač. Ja. Ne, ti, a veš, jaz ti sva se ljubčkala, ti se veliko ljubčkaš, ampak jaz bi se pa še ljubčkal s teboj. Sicer ne vem, zakaj to rekel. Ne gre naprej. A veš, koliko jih je še za ljubčkat? Zakaj bi se vračal v isto mlako? Ne, ne. Sam reči, če sta se že ljubčkala, da ti je všeč, pač mogoče bo kaj. Ne poslušati tega sociopata, isto mlako, kaj je stalo? Ja ne, to sem ribe, come back to hatch, a veš, pa te fore. Nehaj kopati lukne. No, ne vem jaz. Mislim, kako osvojiti punco, s katero sem se že obljubljal. Lej, če ti ona ne mori, pol... Don't.
Ne, kaj pa veš, mogoče ona čaka, da bo on še kakšen move naredil. Ja, ne, se to je problem. Ker, ne, moški so lovci. Ne, mislim, daj mi povej, kaj bi te bilo boljš? Za eno punco id, pa jo loviti? Ja. As a hunter hunts his prey. Okay. Ali To je bilo boljš? narobe, ja. Ne, da ona rine vate. Bež stran, jaz sem Odvisen, lovec. ta star, Jaz sem odvisen, lovec. to je vedno- Spizdi od mene. To je Jaz sem lovec. Bej, teč v gozdu, en teko za teboj. Pa, v gozdu, kdo je zdaj v gozdu? no, Urede. zdaj, Ne, jaz pa mislim, da je čisto odvisen od konteksta, pač kakšen človek je. Pač. Tudi čist kul je, če kdaj punca kaj naredi. To je čist ležit. ne, ni kul. Cool. No, razen v določenih situacijah. Sem tu. Involves klet. Ne, mislim, ne klet. Lahko je tudi v dnevni sobi. Nimajo vsi kleti. Jaz hočem domov. Okay, mala še enega za enega kratkega. Čisto kratkega? Ja. Ja, Kolega se letos poroči. okay. Cilj njegova sestričina. Zdaj sem dojel, kaj to pomeni. Ja, spet lovec, plen. Nadaljuj. Cilj ni cilj. Je cilj. Trenutna taktika obsega Casio CA53 dvojni V in klasičnega metuljčka. A to je nas z kalkulatorjem. Ja, po mojem. Ja. Ja. Kaj še priporoča Jure? Ja. Nejc je to vprašal. Se pravi, Cilj. kaj? Ja, čakaj, kaj bi pa ti rekel? Objective. Redo, naprej, povej. Se pravi, Ma Casio, ima metuljčka. Jure Godler priporoča še 2 meseca samoizolacije. Hvala lepa. To je bilo to iz današnjega. Ja, ne, drugega. Jaz ne vem. Ja. Kaj pa če gre za isto kot pri prejšnjemu? Ne, so drugi ljudje. Tekle se gremo sklepati, da te so polnoletni. Ne morem nekako dati v. I can't put it in perspective, to, kar je prejšnjo vprašal. Ja, razumem. Ni mi jasno, kako osvojiti punco, s katero sem se že poljubljal. Kako je pa to izgledalo? Se pravi, cmok, pa še mal, cmok, ne za lahko noč, Ja. Ne, pač to je moglo neko poljubljanje biti, Okay. ampak potem pa ni bilo več. Ja. A ni to znak, da si jo osvojil, če se poljubljaš? Ne, kaj rekel, ki si jo že poljubil ali ki si me že poljubljal? Kaj piše? Zdaj se vračava. Ja, gremo nazaj. S katero sem se že poljubil. Poljubil. Ja. A klirac, to je bil tisti cmok lahko noč, pej. Sedimo jutri. Vse pol še ni usvojil, kako, pol valjda more Koliko je star? 14. To je pa ilegalno. To pa Ilegalno. to boš pa zbrisal, to pa stari, to pa te vode pa jaz ne. Stari, to vode pa jaz ne bi šel. 15 moraš biti. Ona je 15, on je 14. No, pa je pa ona. Krši zakon. Okay, ne vem, okay. Krši zakona. Jaz tega ne Prosim, vem. nehiva, povej info. Prosim. Info. Ja, prosim. Nič, plačajte še naprej Ja. in please, držite se zakonov. Ja. Okay? Ja. V tej državi obstaja kazenski zakonik. In Okay. meni je prav žal, da smo posegli v te vode. Redo. Reč adijo. Ja, adijo.